Če imaš spletno stran, pa ni čisto takšne konverzije, torej da obiskovalci naredijo željeno akcijo, potem je tale video točno zate, ker ti bom v tej epizodi pokazala 3 najpogostejše, če temu tako rečemo, konverzijske luknje, ki se dogajajo na spletni strani in zaradi teh ne pride do ali je to nakupa ali rezervacije posveta ali karkoli je pač tvoj naslednji korak. Tako da so 3 luknje, ki mogoče jih prepogosto spregledamo ali pa mogoče niti ne pomislimo na njih. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Vsaka spletna stran ni nujno učinkovita. Velikokrat jaz poimenujem recimo spletne strani, ki samo so in so bolj ali manj sebi namen, torej da ne ogrevajo občinstva, da ne peljejo naprej, da ne prodajajo, da pač ne opravljajo nobene naloge, potem v bistvu takim spletnim stranem rečem, da so bolj kot vizitke. Zelo ljubkovalno, nič ni narobe z njim, če je to ta namen, ampak verjetno vsi podjetniki pa podjetnice ali pa vsaj večina smo že itak prezaposleni ali pa zelo zaposleni z vsemi drugimi stvarmi in verjetno nam pride prav še kakšna dodatna pomoč, takšna, ki se veliko ne rabimo z njo ukvarjati, razen da jo pač postavimo in pa optimiziramo. In ravno takšen eden izmed pomočnikov je seveda lahko spletna stran, kot ji jaz ljubkovalno tudi rečem, da je lahko tvoj eden izmed boljših asistentov in pa prodajalcev. Ampak, ko govorimo o spletni strani, ki ni učinkovita, velikokrat naletimo na 3 luknje, ki se zgodijo in zaradi teh in preprečujejo v bistvu, da bi prišlo do konverzije in konverzija je v bistvu akcija, ki jo naredi naša idealna stranka, ali je to nakup, ali da rezervira termin, ali da se naroči na posvet. Skratka, karkoli je pač ta glavna akcija oziroma akcija, ki jo želimo, to je v bistvu konverzija. In zdaj bomo torej pogledali 3 konverzijske luknje, ki jih lahko izboljšaš v bistvu že, če jih popraviš ali pa zakrpaš, če temu tako rečemo, že danes in s tem povečaš konverzijo na spletni strani. To pomeni, da več obiskovalcev recimo več obiskovalcev postane več strank. Okej, prva luknja je, bi lahko temu rekli, ena taka razpoka v mostu. Zdaj, prvo kot prvo, če imamo mi, nimamo nobenega sistema ali pa nikoli ne govorimo o spletni strani in nima nobenega obiska spletna stran, potem seveda ne more konvertirati, če pač ni obiskovalcev, a ne. To je verjetno zelo logično, včasih pa velikokrat pa se zgodi, da mogoče podjetniki pa podjetnice tudi pozabimo na to točko, da je tudi na obiskanost spletne strani zelo pomembno in seveda vpliva zelo, zelo tudi na konverzijo. Ker če nimamo obiskovalcev, nima spletna stran kaj konvertirati, a ne. In razpoka v mostu je velikokrat to, da damo nekje drugje mogoče neko obljubo, potem pa peljemo človeka ali pa osebo, ne, obiskovalca na spletno stran, in ko pride na spletno stran, ni tistega, ne dobi tistega, kar mu je bilo obljubljeno. En zelo pogosti, pa mogoče na prvi pogled zelo nedolžen način, ki ga pogosto vidim, je recimo, da na družabnih omrežjih objavimo, ne vem, recimo je neka posebna ponudba na naši spletni strani ali pa neko orodje ali pa kakšen brezplačnik in potem ljudi peljemo na domačo stran. Ne direktno torej na ponudbo, ampak na domačo stran, in ko pridejo na domačo stran in če tam vidijo neko drugo vsebino, nekaj, kar ni bilo obljubljeno, je potem lahko tukaj ena taka vrzel, da zelo hitro jih potem izgubimo, a ne. Zato je res zelo pomembno, da prvo kot prvo ljudi pošiljamo direktno na tisto vsebino, o kateri govorimo. Torej, ne na domačo stran, pa potem pričakujemo, saj bojo že našli, ampak da v bistvu jih pošljemo direktno na ponudbo, o kateri govorimo, ali direktno na brezplačnik, o katerem govorimo in tako naprej. In na drugi strani seveda je idealno, če vzamemo za primer, da na družabnih omrežjih govoriš nekaj, da ko pride nekdo, ali pa v nekih rezultatih, da ko pride potem nekdo na
to spletno stran, da je ta rezultat prvo v bistvu, kar vidi. Zato, da se mu potrdi, ok, sem na pravem mestu. Tako da to je v bistvu prva luknja, ki jo lahko hitro zakrpamo in samo razmislimo, ok, ali delam tukaj kako razpoko v mostu, ali je v bistvu most, če si predstavljaš, da na eni strani recimo tvoja spletna stran, na drugi družabna omrežja, ali je ta most dovolj cel, da potem ljudje pridejo tudi na tvojo spletno stran in tam tudi seveda ostanejo. Druga luknja, ki je tudi zelo pogosta, je, bomo temu rekli, tihi ne. Se pravi, da na spletni strani nagovarjaš ogovore, ki jih slišiš od ljudi. Največkrat verjetno vsi kdaj slišimo, to je predrago. Se pravi, ne nagovarjamo pa tistih ugovorov, ki jih pa v resnici imamo tudi v mislih, pa je mogoče niti ne upamo reči na glas. Zato je zelo fajn, da ko pišemo vsebino, sploh za prodajno stran, da se res postavimo v čevlje naše idealne stranke in raztopimo vse ugovore, tudi tiste take tihe, ki jih ima naša idealna stranka, zato da ji v bistvu razjasnimo celotno situacijo. Zakaj je to tako zelo pomembno? Ker bo v bistvu potem res obiskovalec dobil kot prvo bo dobil vse informacije, ki jih potrebuje, da se informirano odloči, ali je to zanj ali ne. In na drugi strani seveda ima tudi občutek, da ga mi razumemo, ker bo imel občutek, da beremo njegove ali pa njene misli, ko bere in raztapljamo vse ugovore, dobi kakšne ahaje in tako naprej. In zelo pomembno je tudi razumeti, da ljudje ne odidejo zaradi cene, ampak odidejo zaradi tega, ker jim vrednost, kar bi dobili, in cena, za kar bi plačali, ni dovolj vredna. Torej, na eni strani je lahko, da vrednost ponudbe res ni dovolj dobra v očeh tvoje idealne stranke, ali pa na drugi strani, da ponudba ni bila dovolj dobro predstavljena, da bi v bistvu obiskovalec dobil oziroma razumel vrednost, ki jo za to mora plačati, oziroma vrednost, ki jo dobi, in da je zato takšna cena. Tako da tukaj je seveda zelo fajn, da pogledamo res oboje, ali je res naša ponudba takšna, da te sezuje, če rečem po domače, in na drugi strani, ali je res tako dobro predstavljena, da v bistvu v njej, torej ne iz naše perspektive kot podjetnikov, ampak iz perspektive samega obiskovalca, je vrednost te ponudbe dovolj velika, da bi zanjo to tudi plačal. Velikokrat tukaj recimo opazim, da imamo kot podjetniki v mislih, pa boš dobil zelo kvaliteten video, za katerega sem jaz mogla najeti ekipo, zato da je posnel in tako naprej. V očeh obiskovalca oziroma potencialne stranke mogoče to ne bo imelo nobene vrednosti, ker mu je samo pomembno, da dobi informacije, tudi če je čisto navaden, neobdelan video, samo da se da pogledati, ker želi informacije, ne pa nujno, da je zdaj to tipi-topi v studio obdelano in tako naprej. Seveda ne govorim, da ni fajn, da imaš lepo narejeno, ampak samo kot primer, da to, kar je mogoče vrednost za stranko in za nas, ni enako. Zato moramo res pogledati iz oči našega potencialne stranke. Pa gremo pogledat še tretjo točko, ki je tudi zelo pogosta, oziroma tretja luknja, je pa v bistvu preveliki skok, da nekdo reče ja. Zdaj, seveda to ne velja 100% za vse, ker so na tržišču tudi podjetniki, ki so že mogoče zelo poznani, ki imajo že zelo poznan brand in so sposobni za nekaj $1000 recimo prodati čisto hladnemu skeptiku neko ponudbo. Tako da ni nujno, da to velja za vse, ampak velja pa za veliko večino. Kaj mislim s tem, da je preveliki skok? Da če v bistvu obiskovalec ni dovolj ogret in ni pripravljen na naslednji korak, in mi že takoj imamo samo eno ponudbo in je ta za nekaj $1000, je to, da nekdo je iz nič plača 2000, 5000, 10 000 evrov, je lahko preveliki skok.
Zato je mogoče fajn, da imamo tudi kakšno manjšo ponudbo, da lažje reče ta novi obiskovalec ali pa hladni skeptik, ki je prvič slišal za nas, prvič prišel na spletno stran, da lažje reče ja, da dobi neke rezultate, da vidi, da si ta pravi del ti, in da potem lažje naredi preskok naprej. Velikokrat mogoče smo že, sploh v marketingu, se velikokrat govori, da v bistvu zgradimo en taki ladder, se pravi kot eno lestev svoje ponudbe, kjer začnemo pri nečem nizkocenovnem, potem je malo srednje cenovno in pa potem višje cenovno, zato da v bistvu potem lažje rečejo ja naslednji ponudbi. Seveda je smiselno, da te ponudbe grejo ena v drugo vodijo, brez manipulacije. V vsaki ponudbi seveda je dobro, da dobijo super vsebino in tako naprej, in potem grejo naprej. Zdaj, seveda, če nimaš nič drugega, je tudi zelo fajn, da imaš v svoji ponudbi nekaj brezplačnega, zaradi tega, da tiste, ki so res čisto novi, mogoče prvič pridejo na tvojo spletno stran, da jih ne izgubiš, jih lahko v bistvu ohraniš v svoje bližini, tako da jim ponudiš nekaj blazno vrednega popolnoma brezplačno. Torej preko brezplačnika, in s tem zgradiš v bistvu sistem, kjer potem lahko ta brezplačnik vodi v naslednje ponudbe, ki vodijo lahko potem vedno v višjo. In s tem ga ogreješ, se zgradi zaupanje in tako naprej. In seveda brezplačne ponudbe velikokrat pogosteje ljudje rečejo ja, če je res dovolj dobra in pa strateško postavljena, da potem tudi naravno pelje naprej. Okej, zdaj pa mogoče je vprašanje, ampak kako pa zdaj jaz to naredim, kako si jaz postavim ta brezplačen sistem? Spodaj bom pustila v bistvu link do programa Darilo 2.0 oziroma Strankomat, kot ima zdaj, pridobiva novo ime. Uporabljam še obe, zato da se razume. Gre v bistvu za to, da si lahko sam oziroma sama postaviš ta celoten sistem. Zraven te vodim tudi, kako strateško postaviti prvo ponudbo, zato da naravno vodi v naslednje, kako napisati maile, kako napisati prijavno stran, zahvalno stran, kako lahko gre potem naprej v plačljivo ponudbo in tako naprej. Skratka, vse najdeš spodaj v opisu. Če pa želiš, lahko izpolniš oziroma se lotiš tudi kviza, kako dober prodajalec je tvoja spletna stran, če spletno stran že imaš, zato da preveriš, kje si in kaj lahko izboljšaš. Spodaj bom pa pustila link do vsega. Uživaj in lep dan! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.